Ni vsak politik državnik. V slovenski narodni zgodovini lahko rečemo, da je državnikov zelo malo. Pred prvo svetovno vojno si je ta status prislužil zadnji kranjski deželni glavar, dr. Ivan Šusteršič. Takoj za njim pa sledi dr. Anton Korošec, štajerski duhovnik, ki si je državniški status nekako prislužil v prevratni dobi, na prehodu iz Habsburške monarhije v Jugoslovansko kraljevino. Knjiga, ki je pred vami, je pripoved o tem državniku. O državniku, ki je seveda bil lider slovenske politike v prevratnih časih, hkrati pa se je potem uspel uveljaviti na beograjski politični sceni kot eden ključnih, lahko rečemo, politikov tistega časa, ki je imel velik vpliv tudi na dogajanje v celotni državi. Tako je Anton Korošec tisti politik, za katerega lahko rečemo, da je uspel preseči strankarske razprtije v tistem ključnem trenutku prehoda v jugoslovansko državo. Kasneje pa se je uveljavil kot narodni voditelj in ne glede na funkcije, ki jih je imel, je uspel nekako to avtoriteto narodnega voditelja obdržati vse do smrti decembra 1940. Knjigo smo izdali ob sodelovanju Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ZRC SAZU in seveda jasno Cankarjeve založbe, s katero zelo rad sodelujem in je to že moj drugi projekt, ki smo ga nekako skupaj zasnovali in sedaj tudi izpeljali. Razdeljena je na 20 poglavij, kjer sem nekako v kronološkem stilu prikazal delovanje Korošca, vse od njegovega prihoda v Beograd 6. decembra 1918, torej Korošec kot ustanovni oče Jugoslavije, in to je paradoks, ki ga v tej knjigi opisujem, je zamudil na ustanovitev države, ki jo sam ustanavljal. Ampak potem od tu dalje pa sledimo, kako je on vplival za svojo politiko, kako je vplival za svojo avtoriteto in kako je uspel obdržati sloves ustanovnega očeta Jugoslavije vse do konca. Tukaj v knjigi boste našli en kup podatkov, ki govorijo o tem, kako se je uspel profilirati vizavi slovenskim, srbskim in hrvaškim politikom. Hkrati pa je v knjigi seveda tudi dovolj zanimivih informacij, ki ga prikazuje tudi kot duhovnika in ne nazadnje tudi kot človeka in njegov vsakdanjik. Nekako sem se potrudil, da združim v knjigi kar 25 let svojega raziskovanja in seveda v različnih arhivih, od Dunaja pa vse do vseh slovenskih, hrvaških in tako naprej, se nekako združi vse to, kar sem v tem svojem življenju kot poklicni zgodovinar spoznal v Korošcu. Zato seveda sem vesel, da je knjiga pred nami, vesel sem, da imamo sedaj priložnost, da lahko z knjigo, ki je šla pri Cankarjevi založbi, spoznamo Antona Korošca tudi po tej plati, torej po, bi rekel, tej politično-biografski, a hkrati tudi pripovedi, ki kaže, kakšna je bila usoda kraljeve Jugoslavije znotraj takratnega mednarodnega okvira in versajskega sistema.